Peti dan sinode so generalno skupščino nagovorili tudi slušatelji, teh je, kot je znano, 38. Govoro je imelo 6 parov in 9 posameznih slušateljev. Skupaj je bilo torej 15 govorov. Skoraj vsi govorniki so bili laiki, ki delajo na področju družinske pastorale, bioetike in človeške ekologije. Med drugim so spregovorili o težavah, ki jih živijo družine na Bližnjem vzhodu, predvsem v Iraku. Številni konflikti vedno znova z vso silo udarjajo po družini, ki je razkrojena zaradi smrti svojih članov, prisiljena migrirati, da bi poiskala varen kraj za življenje. Slušatelji so izpostavili tudi potrebo po večjem dialogu med cerkvijo in državo, tudi preko zavzemanja vernikov laikov, ki bi brez osebnih ambicij znali pospeševati zaščito pravic družine in zaščito življenja, ter si prizadevati za državo s človeškim obličjem. Razprava se je v nadaljevanju zaustavila na potrebi po oblikovanju primernega in trajnega načina formiranja duhovnikov glede družinskih tematik, predvsem odprtosti za življenje, tako da bodo znali na naraven in jasen način pojasniti in spregovoriti o zakonski ljubezni. Sicer pa je tiskovni predstavnik Svetega sedeža pater Federico Lombardi sporočil, da je bilo izdano pismo družinam, ki trpijo zaradi političnih konfliktov. Predlog je bil podan in sprejet že prvi dan zasedanja. V pismu udeleženci sinode, zbrani ob Svetem očetu, izražajo skrb in bližino vsem družinam, ki trpijo zaradi številnih konfliktov. Posebej izpostavijo iraške in sirske družine, ki so zaradi krščanske vere ali pripadnosti drugim etničnim in verskim skupnostim prisiljene zapustiti vse in bežati. Svetim očetom Frančiškom poudarjamo, piše v pismu, da nihče ne sme uporabljati imena Boga za povzročanje nasilja in da je ubijati v imenu Boga veliko bogoskrunstvo.